Zdravo, jaz sem Anže in to je podcast Tehnična podpora, katere temelj, trden temelj so vaša vprašanja in odzivi, ki jih dajete kam? V obrazec vprašaj Anžeta s klicajem, ki je v zapiskih. To je dobesedno prva reč v zapiskih. Tako da vabljeni, da tja kaj napišete. Najlepša hvala. Tam je tudi povezava do Discorda, s katerega bom prebral, idemo temu reči, recenzijo aplikacije Covisela, ampak do tega še pridemo. Najprej pa prva tema in to je nov iPhone 17e. Na hitro na začetku mogoče samo malo o tej seriji E, ki je zdaj v svoji drugi iteraciji. Lani smo imeli 16e, letos 17e, očitno se je Apple odločil, da bo te, dajmo jim reči v narekovajih vseeno, cenejše iPhone obnavlja vsako leto. To v preteklosti absolutno ni bilo res. Vsi, ki se spomnite še iPhoneov SE, to je bila SE serija, so se posodabljali, včasih na 2, večinoma pa na 4 leta, tako da smo dobili nek telefon, ki se ga potem ni dotaknilo 4 leta in je bil vsako leto slabša kupčija, bi človek rekel, ne za nakup. Zdaj so se pa odločili za ta 16e, zdaj je 17e. To so tudi nekako dali vedeti, ko so dali številko temu telefonu, da bo nek ta letni cikl, če se spomnimo lani, ko je prišel ven iPhone R, pa ni imel imena iPhone 17R, tako da nekako ni pričakovati, da bo letos prišel 18 v nekovajih R, ker pač nima številke, enako kot je ni imel SE. Zdaj, zakaj to govorim? Govorim to predvsem zaradi tega, ker tisto, kar je za pohvaliti pri Apple, in se mi zdi, da je tudi kar nekaj proizvajalcev na Androidni strani, vzelo vsaj podobno taktiko, je ta, da ko naredijo ta cenejši v narekovajih telefon, mu dajo noter zadnji procesor. To je kar pomembna reč, to je zdaj A19 procesor, ki je v iPhone X 17, in potem 17, seveda to niso popolnoma isti procesori, imajo boljše procesore, tudi ta A19, vidite, ko se to hitro človek zmede, A19 procesor, ki je v 17e, ima eno grafično enoto manj, kar se povprečnemu uporabniku ne bo poznalo. Ampak zakaj je to pomembno? To je pa pomembno predvsem zaradi tega, ker varnostne posodobitve. Anže zopet govori o varnostnih posodobitvah. Ja, ker če dajo telefon ven z najnovejšim procesorjem, pomeni, da bo ta procesor še dolgo lahko gnal operacijski sistem in prejemal varnostne posodobitve. To je ta razlika, ker ponovadi je tako, da sploh na Androidni strani, tisti telefoni, ki so cenejši, se pravi, ko ne gre za tiste najzmogljivejše telefone, za najdražje telefone, je eden od načinov, kako proizvajalec telefona privarčuje, je, da da v telefon, ko pride ven, šibkejši procesor. Včasih tudi kakšno starejšo enoto in na ta račun dejansko privarčuje, zato ker dlje kot je procesor v izdelavi cenejši je, ker se proces poceni, oziroma če gre za šibkejše procesorje, ima enostavno, manj jeder, lažje ga je narediti, je narejen pri drugem procesu, ki ne zahteva toliko denarja, bom kar rekel. Tako da to je pri Apple vedno bila neka ta pozitiva, zato so bili tudi tisti iPhone SE telefoni vedno zelo zanimivi tisto prvo leto, ko so prišli ven, potem je bilo pa vsako leto malo težje jih priporočati, ker procesori so korakali naprej z dražjimi iPhone, SE pa nekako zadej ostajal. Zdaj imamo pa ta 16 in tokrat 17, ki pa ima pač praktično Apple najnovejši procesor in že spet ne v tej luči, ki jo jaz nekako skušam vedno bolj prižigati v tem podcastu, to pomeni, da ta telefon imaš res lahko dolgo. Govorimo že spet o 5 letih, mogoče o 7 letih, če si res nezahteven uporabnik. Zdaj pa, kaj se je še spremenilo glede na lansko leto, vse tisto, kar je meni pomembno, jaz sem zdaj ta telefon 9 dni uporabljal in reč, ki je lani manjkala, recimo pri 16e in tokrat je MagSafe. To so te magnetki, ki so na zadnji strani, mogoče se sliši trivialno, ampak če so te magnetki prisotni na telefonu, to odpre celo plejado, se strokovno reče, dodatkov, ki jih človek potem lahko nabavi, od polnilcev, predvsem tukaj gre za kakšna stojala v avtu, ko telefon samo odložiš in se prilepi na tisto stojalo, te sistemi, če veš, katerega nabaviti, zelo dobro lahko delujejo. Jaz moram reči, da odkar MagSafe obstaja, tudi na Androidni strani so telefoni, ki imajo po udobnih oblikah te magnete, tako da se jih da uporabljati, to je sploh v zadnjih letih trend, tako da te dodatki niso več namenjeni samo iPhone ali pa saj ne vsi,
brez da imaš mogoče potem ovitek, ki ima šele te magnetke. Je to ena reč, ki je zelo dobrodošla. Jaz sem bil zelo vesel, ker zdaj, ko dobim te preizkusne telefone, nimam ovitkov, če glih ni v škatli zraven, ne, dobim samo telefon in potem upam na najboljše, da ga ne uničim, potem, ko ga je treba vrniti. Tako da to je bila zelo fajn stvar. Super je tudi, da se začne shramba pri 256 gigabajtih. To se mi zdi noro, sploh v luči vseh teh pomnilnikov in cen, ki se dvigujejo. Apple očitno ima toliko zalog, ne, oziroma toliko zakupljenih kapacitet, da je lahko dvignil osnovno shrambo in cena je ostala praktično enaka kot lani, kar je samo za pohvaliti. In tudi 256 gigabajtov se mi zdi, da zdaj že kar je nek tak higienski minimum. Veste, slike so velike, videe so veliki in vse ostalo. Brezstično polnjenje ima tudi 17, ki je zdaj celo 15-vatno, kar je super, ker prej je bilo, mislim, da 7,5 ali celo 7, kar je včasih premalo. Veste, to je treba razmišljati tudi o teh. Sem v avtu, hočem imeti navigacijo, telefon imam priklopljen na nek brezstični polnilnik, dam ga gor, ne, in potem upam na najboljše, da ne bo GPS in vse antene in zaslon več jemal energije, kot jo je sposoben dostaviti tisti brezstični polnilec, ki potem lahko samo, ne vem, 7,5 vatov, ne, močno polni telefon. To je super. Potem pa še ena malenkost, ki se meni zdi zelo pomembna, in to je ta Ceramic Shield 2, je blagovna znamka, ki jo Apple uporablja. Gre za to steklo, ki je bilo zdaj na zadnjih iPhonih in dejansko je malo bolj odporno na praske in vse ostalo, kar je vedno samo dobrodošlo. Veste, in da so to dali tudi na ta, še enkrat v narekovajih, cenejši telefon, se mi zdi super. In pa mogoče ga je dobiti v neki taki blagi roza barvi. Lani smo imeli samo črno in belo barvo, ker je bilo zelo veliko špekulacij, da se ta telefon dela samo za poslovne uporabnike. Veste, da so podjetja, ki hočejo zaposleni zagotoviti iPhone, ne bi dali tiste polne cene, pa potem prodajajo pač ta 17e, ker je nižja cena, ko se kupuje v večjih količinah, je to za poslovne uporabnike super. Ampak letos, ko so popravili tistih par pomanjkljivosti od lani, imam jaz eno drugo teorijo in to je, da je mogoče to pa ta telefon, iPhone, če si bom rekel nezahteven uporabnik, bom to malo bolj razložil čez 27 sekund, no. Ampak je mogoče ta telefon popolnoma dovolj, ne. Bore malo razlogov je, da bi človek šel na običajno 17-tico, ki je kar 200-300 evrov razlike, ne, že odvisno od konfiguracije, ne. Ampak zdaj, če govorimo o nekem takem higienskem minimumu za iPhone, ne, če ne gledaš Androidov, je ta telefon res okej. Pač res težko rečem, da je neka stvar, ki je pa gledajte, kaj so pa tukaj naredili. Veste, zdaj lahko bi jaz razlagal, veste, ta telefon ima pa samo 60 Hz zaslon, ne, nima 120 Hz, tako kot dražji iPhone-i, ne, pa tisti eno jedro grafično, ki manjka, recimo, ne. To se mi zdi, da so vse take malenkosti, ki poprečnega uporabnika pač res ne bodo zmotile, noben ne bo o njih razmišljal. To, da je telefon manjši, je mogoče celo prednost, veste, ne iščejo vsi največjih, najdebelejših možnih telefonov. Seveda je pa potem na zadnji strani fotoaparat. Ne? Fotoaparat je pa mogoče tisto področje, kjer potem ta telefon pokaže, kar se meni tiče, največjo šibkost. Že to, da je na zadnji strani ne zdaj samo ena leča, samo en fotoaparat, kakorkoli, je lahko nadležno. Tudi slike so okej, res so na nivoju slike, prosim ne razumeti, da bi bile na kakršenkoli način slabe, ampak enostavno je manj zmogljiv fotoaparat kot recimo na navadni 17-tici, predvsem pa potem na 17 Pro. In tudi, če potem primerjaš nekako z ekvivalenti na androidni strani, a ne, ta fotoaparat je pač samo okej. Apple se seveda tega zveda, zato je ta telefon tudi cenejši, ne. Oni tudi stavijo na to, ne, da ker je na zadnji strani samo ena leča, ne, se takoj ve, da gre za ta poceni iPhone, da nimaš denarja za dražjega, veste, to so te marketinški triki, ampak vseeno pa gre za fotoaparat, ki je pač popolnoma dovolj. Jaz sem imel včasih ta nek teza, kaj je pa potem telefon za naše starše in stare starše, ne, in če hočeš imeti iPhone, sem dostikrat priporočal iPhone SE, ki je imel tudi dosti slabši fotoaparat kot dražji bratje in sestre, ne. Ampak pri tej 16, 17, Jezus, no, ta telefon je res okej. Jaz se ne znam prepričati, da bi potem nekomu kar priporočal, ne, kar daj več denarja za 17-tico, recimo. Zdaj govorim samo o ljudeh, ki se med iPhone izbirajo. Res, zdaj, ko je še MagSafe, ko je 256 GB shrambe, ta Ceramic Shield 2, ki verjamem, da se sliši kot malenkost, ampak je kar pomembna zadeva, se pravi, če telefon nosiš v žepu s ključi in vse ostalo, ni vsakič dodatna praska, ne, prisotna. A veste, tudi če pade po tleh, je malo bolj robusten, ne, itak ga daš potem recimo v ovitek. Ampak ja,
Ta telefon je ok. Ne bom pa zelo jasen, ko rečem cenejši, ne v narekovajih iPhone. Ta telefon je brez vezave, a veste, 730 € pri nas. Ne? To ni poceni telefon. Če iščete zelo poceni telefone, gledajte v smer Pixel A serije, mogoče kakšni poceni Samsungi, Xiaomi in vse ostalo, ker tam dejansko lahko za manj denarja dobiš zelo spodobne telefone, nekateri bodo tudi imeli varnostne posodobitve, ki bojo trajale. Če si pa nekako, jaz bi pa raje imel Apple telefon, ne, spravi neki z iOS-om, bi pa jaz letos od tega trenutka naprej ne bi več gledal v smeri iPhone 17, z izjemo tega, da te mogoče prepriča fotoaparat. Vse ostalo pa, gledajte, 730, ne, v primerjavi z navadno 17, ki je 1000 €, ne, me težko prepriča nekdo, da tistih 300 € razlike ne prinese toliko več. Ne. Se mi zdi, da ta telefon je lahko ok. Še enkrat pa, tisto, kar je žalostno, jaz upam, da se kdaj zgodi, da bo Apple tudi dal ven telefon, ki bo pa, ne vem, okoli 500 €. Zdaj ta izgovor malo bolj šibek, ko Apple dela pa samo drage stvari, ker so dali ta MacBook Neo ven, ne, se pravi prenosnik, ki je okoli 500-600 €, kar je bilo, če bi meni kdo to rekel pred 5-10 leti, da bo Apple dal kaj takega ven, bi se mu smejal v obraz, ne. Pa so zdaj dostavili zelo spodoben laptop, pa ne prenosnik za ta denar, ne, in mogoče se kaj podobnega v naslednjih 3-4 letih zgodi tudi pri telefonih. Ne. Bom presenečen, ampak ni pa več tako, ni več taka fantazija, kot je bila včasih. Tako da iPhone 17e, če vam je cena ok, iščete iOS in prebolite, da ni najboljši fotoaparat, ki ga je mogoče nabaviti, res ok telefon. Res ok telefon. Zdaj gremo pa na drugo temo in seveda odziv na prejšnjo epizodo, ko sem rekel, da obstaja Kobis Ela aplikacija in sem vas prosil za kakršnekoli izkušnje, tako da moram takoj dati pohvalo človeku, ki ima seveda vzdevek na Discordu, ki ga moram zdaj prebrati. /42. Veste, kako to ok izgleda, ker si na Discordu, se meni to zdi tak močen, legitimen vzdevek, potem ga moraš pa na glas prebrati v mikrofon. Je pa /42. Tukaj smo, ampak res najlepša hvala, ker je šlo, zdaj bom vse prebral, jaz sem kar odločil, da bom vse prebral, ker se mi zdi dokaj vredno. Potem takoj povem, da je Kenny 1327 to tudi potrdil, da je imel podobno izkušnjo. Zdaj bom pa tole prebral. Pejte v Discord, v kanal Tehnična podpora, v povezavi v zapiskih, kjer si lahko to vse preberete, pa /42 je dala še dva zajema zaslona, ker par stvari govori in je res jih je treba pogledati, da vidiš, kako vse to skupaj izgleda. No, zdaj bom pa jaz tole prebral. Še moj review, jaz bom zdaj dobesedno prebral, res nisem šel popravljati, ker je par angleških besed noter, pa vse ostalo, ampak sem rekel, bom dejansko tako pustil, tudi tam, kjer je uporabljal velike tiskane, bom to nekako dal vedeti, tako da, zdaj pa res začnem. Zdaj pa takole piše /42. Še moj review nove Android Ela aplikacije na Books Go 7. To je bralnik, ne? Povzetek, ne vem, zakaj aplikacija sploh obstaja. Izjemen začetek. Pričakovanja. Prijavim se z mojim Kobis uporabniškim imenom in geslom, iščem knjige, kliknem na tisto, ki jo rabim, se zloada in lahko berem. Realnost. Prijava. Za prijavo te vrže iz aplikacije v brskalnik, kjer je stran popolnoma v velikih tiskanih, neprimerna za črno-bele enostavne bralnike. Izbrati moraš knjižnico, odpre se neskončen drop-down menu z vsemi knjižnicami v Sloveniji, ki se prekriva z vsebino spodaj v narekovajih. Ne znam lepše opisati, glej sliko, in potem, ko pogledaš ta zajem zaslona, grozen uporabniški vmesnik. Grozen uporabniški vmesnik, ne vem, kot to drugače reči. Ker na srečo poznam kodo moje knjižnice in predvidevam, da če jo na slepo vpišem, jo bo našlo, mi nekako uspe. To se mi zdi nor podatek, da je mogla vedeti kodo knjižnice, da je bilo to vsaj približno enostavno. Zdaj pa naprej Ko sem se odjavila in želela na novo prijaviti, da naredim zajem zaslona, me je v aplikaciji odjavilo. In ob gumbu prijava spet preusmerilo na spletno stran v brskalniku. To se zdaj že tretjič berem, ker sem se prebral, pa mi je spet smešno, se pričujem za ta smeh, ne uspe mi priti čez. Kjer je prijava očitno ostala in ime avtomatsko brez mojega klika prijavilo nazaj z istim uporabniškim imenom in geslom. In potem se mislim, da kar upravičeno
sprašuje security vprašaj, usability vprašaj, sprav uporabnost in pa varnost. Gremo v brskalnik in se poskušamo odjaviti tam, uporabniški umestnik je tako čudovit, da mi ne uspe. Pozabi na obljubo o zajem zaslona, poskusa prijave, sem uspela narediti le zajem zaslona drugega menija, sej razumeš. Ja, se pravi, ni mogla sploh narediti, to je noro. Ok, sem prijavljena, kako naprej? Zdaj smo prišli samo do tega, da je prijavljena v sistem. Vidim 3 zavihke v narekovajih, polica, vse prazno, gumb plus, ki omogoča nalaganje svojih knjig, ki so že na bralniku. Kobis plus, vidim članstvo v moji knjižnici in gumb lupa, povečevalno steklo. In več, spet, moj mail, možnost odjave, glej zgoraj, kako ne dela jezik, to ne bom bral. Okay, gumb, povečevalno steklo, v Kobis plus zavihku me pelje spet do tiste prečudovite strani v brskalniku, ki je popolnoma neuporabna in samo tam, da se da iskati knjige. Obupam na tem, da bom v aplikaciji našla knjigo, grem na računalnik, v brskalnik, na portal Ela, si s knjigo izposodim tam in osvežim v aplikaciji, knjiga se pojavi v zavihku polica, jo želim odpreti in kljub temu, da sem že prijavljena in je samo našlo knjigo in jo naložilo, še enkrat zahteva geslo. To je pa noro. Zdaj bom jaz to še enkrat, okay, pa potem pa opišem geslo, knjiga se naloži in lahko berem. Ta zadnji stavek se mi zdi pa neverjeten. Se pravi, ona je že prijavljena v Kobis Ela aplikacijo. Tam ji ni uspelo knjige spraviti gor. Je šla na računalnik, se tam sposodila knjigo, potem, hvala Bogu, jo Kobis Ela aplikacija je osvežila, se je knjiga je pojavila in če je lahko osvežila in se je pojavila, absolutno je ona že opisana tam noter, pa je še enkrat rekla za geslo, zato da je lahko brala knjigo. Že vse ostalo prej ni bilo, okay, ta del se mi zdi pa neverjeten. Ne. Je res, da potem je bil še odziv tudi od Kenija, pa to, ne, da so ljudje probavali na tablicah, ne, ko gre za Android z močnejšim procesorjem in vsem ostalim, in da je bilo načeloma malo boljše, to sem tudi jaz že slišal, ne, ampak to je irelevantno. Ne. E-knjige ne bi se brale res na e-črnilu, zato te bralniki obstajajo, zato potem ljudje bukse kupujejo, ker jih žene Android, o tem sem 47krat govoril že v tem podcastu, ne? In zdaj nekako tako zgleda, da je ta aplikacija bolj narejena za tablice, ne? Ta prave, za zasloni, ki ti luč svetijo v oči, medtem ko bi ljudje radi brali e-črnilo, kjer se to ne dogaja. Ne? Tako da ja, zaenkrat sem jih hotel odgovoriti, pa nisem hotel nič odpisovati na Discordu, ker bi rekel, če bi dala od 1 do 5 oceno, pa mislim, da se da oceniti. Jaz bom vseeno tako rekel, včasih gre res za neke te omejitve, neko te more vršiti v brskalnik, potem pa če imaš ti, ne, tako kot ima ona, to različico Buxa, ne, ki ima samo črnilni zaslon, tam niso glih razmišljali tudi o teh brskalnikih, kako tam Android teče, katera različica Androida je. Jaz še vedno rečem, da zaradi bizarnosti tega ekosistema, ne, ko mora Android laufati na e-črnilnem bralniku, kakšna ta nerodnost se jo da tudi tam prepisati. Si pa upam reči, da po napisanem, pa če verjeti in Keniju, da je bila podobna izkušnja, morajo tisti v izumu še kaj narediti, da se bodo zadeve popravljene, oziroma postale bolj prijazne. Še enkrat, sploh ta zadnji korak, ko aplikacija dejansko prepozna, da si ti na drugi napravi, na računalniku sposodil knjigo, jo zloži, naloži na bralnik, potem pa še enkrat zahteva geslo. To je pa... besedo iščem, tom kar noter pusto. Skoraj zelo namerno je. Kot bi se nekdo zafrkaval. Če je se to sinhroniziralo in se je naložilo, se mora knjigo odpreti. In je to treba zahtevati. Kot uporabnik tega je take stvari treba zahtevati. To mora delati. Še enkrat, zdaj bom zaključil, itak sem že skoraj pa 20 minuti, 19. Hvala, in Kenny za zadeve v Discordu. Par vas je še par vprašanj napisal, v vprašanje jih bom odgovoril, ker je že spet par super vprašanj prišlo, tudi na kakšnega starejšega. Bi vas še enkrat pozval, dajte v Discord kaj napisati, dajte tudi v obrazec, vprašanje že te sklicajem, kje je v zapiskih, to vem, da vedno rečem, vem, da sem nadležen s tem. Ampak tako kot sem na začetku rekel, to so ti trdni temelji podcasta, oddaje, ki se mu reče tehnična podpora. Jaz jo delam in na koncu, kot vedno, najlepša hvala, ker poslušate, ker to ni samoumevno.